Občina Brežice je že lani novembra naročila geološko-geomehanske raziskave in ima zdaj že vse podatke o dnu struge reke Krke. Pripravili smo že projektno nalogo in na podlagi teh geomehanskih raziskav in pa projektne naloge bomo zdaj v mesecu januarju objavili javno naročilo. Javno naročilo bo vsebovalo tako projektiranje novega mostu, kot tudi samo izvedbo oziroma gradbena dela. Če bodo uspešni pri javnem naročilu, če torej dobijo izvajalca, bodo z deli predvidoma začeli maja ali junija letos, končali pa septembra. Most bo popolnoma nov in bo zelo podoben mostu v Cerkljah ob Krki, ki smo ga zgradili pred 2 leti. Bo še zmeraj lesen most. Malo bo razširjen, širina mosta bo zdaj 4 metre, se pravi širina voziščne konstrukcije. Most sicer ni spomeniško zaščiten, je pa želja tamkajšnjih prebivalcev, da ohrani svoj značilen videz, torej lesen. S tem, da bo spodnja nosilna konstrukcija kovinska, takšna kot pri mostu v Cerkljah ob Krki. Največji problem pri teh mostovih na Borštu je bilo zmeraj to, da te nosilni piloti niso bili nikoli zabiti dovolj globoko. In zdaj te geološko-geomehanske raziskave so pokazale, da mora biti temeljenje pod dnom reke Krke globoko od 4,5 do 6 metrov bo temeljeno. To je bil osnovni problem pri vseh mostovih do zdaj. Precej večji bo tudi razpon med nosilnimi skupinami pilotov. Na obstoječem mostu je okrog 6,5 do 7 metrov, na novem mostu bo pa tako isto kot na mostu v Cerkljah, bo 9-metrski razpon. Tako da se tudi te naplavine in to plavje ne bo zaustavljeno na mostu. V proračunu občine Brežice za leto 2023, ki so ga že sprejeli, imajo za nov most rezerviranih 600 000 evrov. Za sofinanciranje pa se dogovarjajo tudi z obrambnim ministrstvom.